Krajani Šmartnega na Pohorju so na referendumu s tesno večino odločili, da podpirajo izgradnjo male vetrne elektrarne v Kalšah. V Kalšah medtem pravijo, da zanje zgodba še nikakor ni končana. Vetrna elektrarna 150 metrov v bližini do prve hiše nikakor ni sprejemljiva. To so nam zagotavljali vsa ministrstva, tako Ministrstvo za okolje in prostor, tako Ministrstvo za infrastrukturo, Kmetijsko ministrstvo, Ministrstvo za zdravje in ne vem, in vseskozi se sprašujemo, zakaj nam jo hočete vsiliti. Krajani Šmartnega so na referendumu s tesno večino podprli izgradnjo te vetrne elektrarne. Kako komentirate to odločitev? Najprej se še enkrat iskreno zahvaljujem vsem našim volivcem, ki so nas podprli in spoznali našo skrb za zdravo okolje. Istočasno pa smo razočarani nad gasilskim društvom Šmartno na Pohorju, da se je tako aktivno vključilo v nagovarjanje ljudi, naj glasujejo proti, torej za postavitev vetrne elektrarne, kljub temu, da smo vsem posredovali mnenje vseh ministrstev, da je vetrna elektrarna v bližini hiš do 150 metrov resnično zdravju škodljiva in nesprejemljiva. Kaj vam sedaj preostane, kakšni bodo vaši naslednji koraki? Mi nikakor ne bomo popustili, borili se bomo naprej po vseh svojih zmožnostih, šli bomo tudi, če bo potrebno, do Evropskega sodišča in izkazali z nepokorščino, državljansko nepokorščino, v glavnem na tem mestu zatrjujemo, da ta vetrna elektrarna nikdar in nikoli ne bo stala. V nedeljo, v času samih volitev, je krožil SMS s sporočilom, da naj krajani volijo proti, kar pomeni za vetrno elektrarno v Kalšah, kar smo tudi prijavili na policijo. In prav zaradi teh nelegitimnih in absolutno nepravilnosti smo izgubili na volišču. Krajani Šmartnega na Pohorju so na referendumu s tesno večino odločili, da podpirajo postavitev male vetrne elektrarne v Kalšah. Kako komentirate njihovo odločitev? Nenazadnje so krajani Kalš povedali, da zanje zgodba še ni zaključena. Torej, kako komentirate to zadevo? Ja, res je, ljudje so se na referendumu odločili, kot so se, kot ste sami ugotovili, z zelo tesno večino se je ta odločitev tudi sprejela. To smo napovedali, da bomo tudi spoštovali, karkoli že bo, in to odločitev bomo seveda spoštovali. Mislim, da so na ta način tudi krajani dali jasen signal, da se strinjajo s tem, kar je Svet krajevne skupnosti 17. junija lani izglasoval, in na nek način dali tudi zaupanje, da se pri takih pomembnih odločitvah tudi lahko svet sploh odloča. Čeprav po drugi strani jaz mislim, da je to nekorektno z strani pristojnih inštitucij, da dobimo takšno pomembno odločanje v en mali Svet krajevne skupnosti, kjer seveda nismo podkovani strokovno, temveč lahko se odločamo tudi na podlagi ničesa povsem tretjega. No, kakorkoli že, odločitev je sprejeta, jo bomo spoštovali, in pa seveda na strani krajevne skupnosti je zgodba z to vetrno elektrarno, kar se tiče pridobitve soglasij, zaključena. Morda še pokomentiram to, bila je tudi kriminalistična preiskava v zvezi z vetrno elektrarno, tudi sam sem bil zaslišan, in po mojih podatkih se je tudi ta kriminalistična preiskava zaključila, ker ni bilo znakov kakršnihkoli kaznivih dejanj, in tako na tem mestu tudi demantiram kakršnekoli govorice ali pa namigovanje v zvezi z podkupovanjem.